Mi smo Regan in poslušate Radioaktivno. Kalifornija, skupine Regan z albuma Youth, Gaja in Gašper, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Živa. Za uvod ste nas popeljali na zahod oziroma jugozahod ZDA v sončno Kalifornijo. Ja, Kalifornija je v bistvu nekakšna metafora za to idealistično življenje teh starih hollywoodskih filmov. No. To je, se mi zdi, ta slika, ki sem jo hotela prikazati s tem, da sem v komadu omenila Kalifornijo, torej ta idiličen ZDA predel, nekakšna taka sanjavost. To je v bistvu bistvo, ki sem ga hotela povzeti s tem. Ker bi naj bilo vse idealno, pa temu ni tako. Tako. Če pogledamo resnično plat Kalifornije, Hollywooda in podobnega. Ja, seveda, mislim, vedno je ena globla resnica, ki se skriva pod temi navideznimi ideali, ampak nekako je bistvo tega komada, da kljub temu, da resničnost ni tako idealna, če zapreš oči in si dovolj močno predstavljaš, da se lahko delaš, da je vse super in uživaš v momentu. Skupina Regan, letos vas kar kličemo, ker ti tako malo dežja je, da ste zelo iskani, po mojem mnenju. Ja, upamo, da. Mislim, glede na poletje pač
Upam, da smo iskani, pa da bo še tako naprej. No. Se to pozna tudi pri iskanju nastopajočih za razne festivale? Ste klicani kaj? Letos smo imeli zelo srečo, kar se tega tiče, da smo imeli zelo veliko priložnosti nastopati tudi okrog po različnih koncih Slovenije in smo definitivno zelo, zelo hvaležni za to, da smo lahko malo razširili obzorja na tem področju. Je bilo veliko dela? Predvsem veliko vožnje. Pa če to odmislite. Ja, največ dela je bilo pač samim albumom, ne? Pa priprava do tega. Vse skupaj, torej še samostojnim koncertom, ko smo ga imeli pol v izidu albuma v Gali Hali. V začetku junija, to je bilo v bistvu, tako bi rekel, največji zalogaj. Nekako je bilo tudi izhodišče oziroma neka priprava pol zdaj za poletje in pač za naprej. Kako so vas poslušalci sprejeli ob promociji? To je bilo meseca junija, mislim, da? Mislim, take podpore si nikdar nismo predstavljali, se mi zdi, no res. Vsi so zelo lepo sprejeli vse, kar smo naredili in smo dobili res blazno velikega supporta in ene ljubezni od vseh naokrog in nam zelo, zelo veliko pomeni to, no, da lahko v bistvu se tako povežemo z ljudmi na tak način. Gašper, boš kaj dodal? V bistvu je ga kar zadela. Mislim, je bilo kar, saj za junijski koncert, no, ta vem, da mi je pač res spominjstvo, zato ker se je nabral v bistvu zelo veliko ljudi, ki so mogoče tam že od samega začetka in glede na to, da je bil koncert v Gali Hali tudi eno od prvih koncertov večjih, ki smo jih mi imeli v Gali Hali, tako da je bilo to malo še tudi posebno za nas in pač slišati, videti, da je tudi pač folk poje zraven in v bistvu se ima fajn in v bistvu so bili sami pozitivni odzivi. Ja, pač je bilo tako kot neka taka kljukica, da pač nekaj delamo pravilno in očitno to, kar delamo, je ok in bomo pač še naprej delali, ne, oziroma se pač sproti prilagajali, če bo treba. Prvo kljukico ste torej naredili, sedaj je treba več njih. Sej, nove kljukice bojo vedno za narediti, no, ampak mislim, to, kar si prej vprašal, če je veliko dela, mislim, ja, dela je veliko, ampak nekako ni težko delo za upravljati zares, ker je toliko enega užitka ob tem in toliko je, tak reward je za vse to, da v bistvu je samo veselje delati to, kar delamo. Druga bo Wine, tudi prvi singl, s katerim smo vas poznali. Leto dni nazaj, dobro leto nazaj. Ja, to je kar zanimivo je, da je Wine v bistvu komad, ki je nekako v bistvu začel vse skupaj in je v bistvu tudi vedno povem to na koncertih, da ima tako posebno rezervirano mesto v vseh naših srcih, zato ker je zelo zanimivo je gledati nazaj na to, kako smo mi snemali tisti video in nič nismo vedeli, kako bo šlo in pač smo sam tisti v lastni produkciji posneli in dali gor na YouTube in naenkrat je stvar res stekla in jaz sam ne najdem besed, da bi izrazila, no, pač koliko in v bistvu me je to šokiralo in koliko sem hvaležna za vse skupaj, ker je res je malo bizarno je pogledati nazaj, kako je bilo takrat pa kako je zdaj, no, in koliko enih stvari se je zgodilo od takrat, je kar noro.
Wine skupine Regen, katero sorto imata najraje, če smo ravno pri vinu? Ali sploh mladi konzumirate vino? Ja, mislim, vglihene 2 dni, en teden nazaj sem imela to debato, a bil ali črn, izotomen vin, pa sva vsak na svojem koncu ostala. Jaz sem bil bolj za bioga, bolj za temenega, v bistvu rdečega, no. Tako da nismo usklajeni, ampak na koncu nas pa vino druži. Torej za nastope v backstage je treba imeti steklenico rdečega in steklenico belega. Ja, nujno, to je v Riderju. Ja. Tako da vsi organizatorji sedaj že vedo, kaj je treba pripraviti. Če prevedemo vaše ime zasedbe Regen iz nemščine slovenščine, to pomeni deževate. Ali je ta pomen pravi ali imate tudi kako drugačno razlago za ime skupine? Ja, v bistvu to je to, mislim, ta povezava z dežjem je. Mislim, vedno sem videla povezavo v tem, kakšne občutke je iz mene izvabil dež in kakšne občutke je iz mene izvabilo to, da sem pisala glasbo. Ker je neka taka katarza v tem, da greš ven, ko dežuje in nekako izpere z tebe vse slabe misli in vse skrbi in nekako isti efekt je, kot ti lahko izliješ svoje čustva v glasbeno obliko in nekako sem hotela ovekovečati to, kar je zame naredil dež, s tem, da sem pač ta projekt poimenovala Regen in to je v bistvu to. O pripravi na ta pogovor sem iskal po spletu in našel tudi slovenskega biologa, ki se piše Regen. Ivan Regen, ne? Ja. Ukvarjal se je z žuželkami. Nobene povezave tukaj. Zakaj? Zato, ker nima nihče rad žuželk ali kaj drugega? Tudi, ampak ni to, nekako ni nobenega žuželčega simbolizma, se mi zdi v naši glasbi. A res ni tistih zvokov komarjev, čebel, čmrljev, gosenic in še česa drugega. Leta 2021, kot sem dal prej, smo vas poznali s skladbo Wine, 2 leti nazaj, torej 2019, pa ste tudi pričeli. Tako je. Gaja, ti si tisto osrednje jedro zasedbe. Mislim, jaz sem v bistvu samo nekako privedla svojo glasbo med njih, ne vem, ne bi jaz nikakor mogla doseči tega, kar smo mi dosegli skupaj, ker je vsak posameznik toliko ključen, kot sem ključna jaz, mislim. Jaz sem v bistvu, preden smo mi začeli, sem jaz snemala svoje pesmi doma in sem jih objavljala na YouTube in pa pač, ko smo mi se našli, smo pa začeli to glasbo v bistvu skupaj spravljati v neko bolj finalno obliko in vedno se mi zdi tako, da tudi jaz kot posameznik, čeprav v veliki večini pišem jaz, imam pač omejeno število idej, ki jih lahko spravim iz sebe in je veliko večja izbira idej, če je nas 5 in tudi vsak prinese k mizi neizmerno velikega talenta in nekih dodatkov, ki jih lahko mi pol umešamo noter v to glasbo in v bistvu vsak doda svoj čar, no. Vsak na malo drugačen način, ampak je pa to, kar mi v bistvu lahko skupaj naredimo, to, kar našo glasbo naredi našo. Je potem tvoje kantavtorstvo dejansko povod tudi za skupino? Mislim, kar je obstajalo prej, je v bistvu to, kar je povedlo v to, da smo mi začeli skupaj delati, ja. V bistvu te skladbe, ki so bile na YouTubeu, smo jih pol mi začeli skupaj spravljati v neko obliko, ki bi jo lahko odigrali tudi na odru in v bistvu pol od takrat naprej smo pa začeli tudi skupaj delati, ja. Gašper, kako pa ste se potem pridruževali ostali člani? Vsi hkrati ali postopoma? Ja, v bistvu smo se pridružili, v bistvu ja, vsi hkrati, torej fantje, vsi smo bili prej v enem, recimo v posameznih bendih, vsak v svojem, potem pa je pač za nas tako, ko vedno pač pride neka točka, ko pa rečemo, da bi tega še več, oziroma da iščemo neke nove cilje, smo pač postali malo bolj ambiciozni in v bistvu, ja, kako bi rekel, slovensko veze in poznanstva so nas pač pripeljali skupaj in pač smo v bistvu začeli pol skupaj delati. Je bila še neka menjava, oziroma pač člana, mislim, kakšno leto nazaj, ampak drugače pa ja. Tako nekako, no. V bistvu prijatelji že odprej, ampak pol se pač skupaj povežemo, najdemo. Tretja bo naslovna skladba albuma? Ja, ta je pa precej posebna, ja. Mladostna? Ja. Po naslovu sodeč? Človek bil mislim, ta komad je tudi v bistvu privedel do tega, da smo album poimenovali Youth.
Ker sem v bistvu na neki točki začel razmišljati o tem, kako nekako te izkušnje v mladosti v bistvu povezujejo album v celotno zgodbo. Nekako te vzponi in padci odraščanja in upanja in pričakovanja in razočaranja in vse to, kar človek doživi, ko gre skozi ta leta, ko v bistvu ti odraščaš in se razvijaš v odraslo osebo in pridobivaš neke izkušnje in neke življenjske modrosti. To se nam je zdelo v bistvu, da zelo lepo povzame nekako bistvo celega albuma. V bistvu vse pesmi, ki so na plati, nekako govorijo o neki izkušnji iz mladosti in o nekem nauku, ki ga ti pridobiš, seveda ne na tak poučen način, ampak čist iz lastnih izkušenj, iz prve roke, nekako neka čustva, ki se porajajo neke misli, ki se porajajo ob teh izkušnjah, ki jih imaš v mladosti. In to je tudi sam komad Youth, v bistvu tudi govori točno o tem, da kakšne so izkušnje z vrstniki v mladosti, kakšne so izkušnje v odraščanju in v bistvu nekako tako.
Gaja in Gašper, člana skupine Regen, z mano vdaji Radioaktivno Youth je album, ki ga danes tudi vrtimo. Gašper, rekel smo omenjali zasedbo, mogoče še ostale člane predstaviš, da jih ne izpustimo. Ja, seveda, mislim, škoda, ki jih ni tukaj, ampak vsi si zaslužijo imeti to predstavitev. Torej, zraven so še člani Andraž Držumerič, ki je na bas kitari, oziroma zdaj tudi sintih, potem Jan More, klaviature in Max Rozman, ki v bistvu drži ritem. Pa potem še vidva. Pa mi da. Torej Gaja kot glavna vokalistka in pa jaz na kitari. Vas lahko označimo za indie zasedbo oziroma skupino? Mislim, kar se tega tiče žanrsko opredelitve, nekako vsak reče nekaj drugega. No, mislim. Jaz nas opredeljujem kot indiči, zato ker je indie zelo v bistvu neopredeljen termin. No. Je zelo tako nekaj, kar ni čist po pravilih neke popularne glasbe, ampak je pa, kako bi rekla, average poslušalce poslušljivo. No. In zdi se mi, da je zelo pomembno, da se v umetnosti ne omejuje in ne postavlja v neke škatelce in za neke zamejitve, zato ker se mi zdi, da je glavna stvar glede umetnosti neka svoboda. In zato v bistvu jaz nas najrajši opredeljujem kot indie, zato ker se mi zdi to dost širok pojem, da lahko v bistvu zaobjameš vse te neke svobodne ideje, ki bi jih mi radi nekako vključili v svojo glasbo. Ob prvem singlu, ki ste ga poslali, je bilo napisano zraven, da ste tudi melanholični. Ko pa sedaj poslušamo album, pa lahko tudi to zanikamo. Mislim, meni se zdi, da odvisno kje, no. Mislim, seveda si vsak tudi interpretira glasbo na svoj način, ampak mislim, da ene pesmi so zelo eksplicitno melanholične, naprimer Straight Ethanol, Duotone, te akustiki zelo lahko zapakiraš v pojem melanholičnosti, ampak kar se pa tiče melanholije na splošno, pa v bistvu se mi ne zdi tudi, mislim, za Wine smo uporabljali ta termin melanholije, zato ker je zelo tak nekak ambient prežet z nekim hrepenenjem in tako, ampak bolj se mi zdi, da se melanholičnost mogoče skriva v besedilih včasih, kot pa v glasbi. Mislim, zelo mi je všeč tudi ta kontrast, ki včasih nastane med tem, da imaš zelo poskočno, zelo veselo, zelo happy-go-lucky glasbo, pa nek globi pomen v besedilu, tako da ne vem, ali ja, ali ne, za vsakega posamično za interpretacijo. Koliko pa se v vaši glasbi odraža vzornikov, ki jih imate? Odvisno za koga se mi zdi, mislim, da ima vsak neke svoje vzornike, ki jih pol v svojih elementih pristavi noter v glasbo, kaj jo gradimo. Ampak zame specifično se mi zdi največ, da je vplivan ne od koga prav posamezno, da bi bil razviden, ampak zelo mi je bila vedno pri srcu glasba 80-ih let prejšnjega stoletja, ker sta moja starša vedno vrtela to glasbo, ko smo se z avtom kam peljali, in se mi zdi, da se mi dosti pozna, da sem odraščala na teh starih CD-jih in to, tako da so mi zelo pri srcu te synthesizerji pa korus na kitarah pa take stvari. Kar se besedil tiče, je pa zelo kontra temu. Mi je pa zelo všeč, kako besede v besedilo postavljata, recimo po tem, kako se različni sičniki pa šumniki mešajo, naprimer Halsey pa Taylor Swift, se mi zdi, da ima res briljantna besedila. Seveda, da 1975 tudi žanrsko zelo velik vpliv zame, no, ampak se mi zdi pa tako, kot sem prej rekla, da vsak od nas je v bistvu iz nekega čist drugega področja izhajal in smo se pol nekako skupaj našli na neki zlati sredini in se mi zdi, da vsak v bistvu svoje vzornike, ki jih nekako primeša noter v zmes naše muzike. Naslednja bo temu prav primerna. Gasoline, bencin, nujno potreben, poceni, drag. Ja, to so v bistvu mi začela najprej snimati še v tvoji sobici. Tam je bilo kar zanimivo z Monom. Ne, nekaj. Jaz sem imela neko osnovo in pa sem poklicala Gaša. Prid sem, pa mi posnej mene kitare, in pa je v bistvu ta demo ful časa nastajal in ful časa se je razvil, da smo prišli do te oblike, ki je danes na albumu. Napisan čist naključno v Galahali, v backstageu Galahale, tako da v bistvu mal omaž na ta naš koncert.
Ampak ja, Gasoline je v bistvu, se mi zdi, da kar dost sestrski komad Wine. Nekako isto vzdušje, neko hrepenenje, nek tak bittersweet obup in sreča obenem tako zelo tak, ja, melanholičen, si drznem reči. Jud skupine Regen oddaje Radioaktivno, vaš prvenec, plod vaše mladosti bi tudi lahko prevedli enostavno. Je temu tako? Ja, v bistvu je, ne, mislim, se mi zdi, da je zelo, za vse nas je bil to zelo velik korak, no, da smo, zelo velik dela smo vložili v cel album in se mi zdi, da se tudi, res mi je všeč to, no, da se pozna velik vpliv vsakega od nas. Čisto vsakem komadu in mi je res mi je pri srcu ta iskrca, ki jo imamo skupaj, da smo v bistvu kot najboljši prijatelji uspeli narediti svoj prvi album skupaj. Res mi je zelo lepo to, no, da sem imela priložnost delati s takimi briljantnimi ljudmi. 10 pesmi ste zaokrožili na prvencu.
kot zgodbo naredili ali ne? Originalno je bilo v bistvu mišljenih 13 ali 14 pesmi in potem smo v zadnjem trenutku, preden je vse skupaj, mogoče še 2 meseca prej, smo v bistvu zreducirali na 10 pesmi. En razlog je zaradi zgodbe, drug je pa mogoče tudi sam zaradi tega, ker je pač časovno, se nam zdi, da so komadi že sami po sebi, pač recimo dosti dolgi, pa je pa mogoče boljš imeti eno teh 10, pa mogoče še enkrat reč poslušaš plato, mogoče še enkrat zavrtiš celo zgodbo, kakor pa da bi bilo 13, pa se bi nekje vmes bi pač odločil, da je pa zdaj tega preveč muske in kakorkoli. Mislim, materijala imamo dost in mislim, da jih bomo pač slej ko prej bomo spet nadaljevali s tem, mislim še z ostalimi komadi, ki pa seveda niso prišli na plato in bomo takrat v bistvu začeli neko novo zgodbo, novo poglavje. Kdo se podpisuje pod avtorstvo glasbe? V bistvu, kar se tiče besedil, je Gaja. Nekateri komadi so v bistvu že od takrat, torej še pred nastajanjem so bili v bistvu njeni, ampak tudi ona najbolj ve, kaj pač točno paše od tega. Za glasbo pa v bistvu nekako vsi odvisno od samega komada, ne. Tisti pač, ki so, ne vem, bolj akustični, tam nekateri pač niso imeli recimo tudi svojega dela. Nekatere pesmi smo delali v bistvu mi že leta takrat, 2019, ko smo začeli, pa jih pa mogoče še enega člana recimo takrat sploh ni bilo, tako da v bistvu mešano, ampak kot je Gaja že prej rekla, mogoče ona začetno idejo, ampak na koncu je še vedno tisto, da se mi usedemo v prostor za vaje in v bistvu vsak naredi svoj delček, svoj del glasbe in pač v bistvu potem to spravimo v celoto. Besedila Gaja so tvoja, vse pišeš v angleščini ali tudi kaj že razmišljaš v slovenščini? Ja, nič preveč ne izdam, no, ampak mogoče kaj celo razmišljam, kdaj je v slovenščini. Ne, meni je angleščina mi je veliko bolj naraven jezik, no, za čustveno izražanje, ker je, mislim, če čisto objektivno pogledaš, itak angleščina ima, mislim, da 5-krat več besed kot slovenščina. Čistko, mislim, na mojem področju mogoče je to pol 5 izrazov za en zaokrožen izraz. V slovenščini imaš ti potem 5 različnih vej izpeljanih ven iz tega, kako lahko ti obrneš to besedo in najdeš specifično tisto, kar hočeš povedati. Zelo sem, ko bi rekla, malo zadržana glede tega, da bi v slovenščini pisala besedila, ker se mi zdi, da sem mogoče zato, ker sem celo življenje pač to ustvarjala v angleščini, da je malo še okorno in nesigurno vse skupaj, ampak ne da bi preveč izdala, se počasi učim, no, tako da tudi širim svoje obzorje. Naslednja, duoton. To je ena izmed 2 akustik, ki sta na albumu. Duoton je v bistvu, ne vem čist pravega termina, nekakšna barvna tehnika. Torej, recimo, kot imaš ti črno-belo, imaš ti odtenke tem sive vmes na črno-beli sliki. Če imaš duoton, imaš 2 drugi barvi in potem odtenke, mešance teh 2. In v bistvu ta komad je med vrsticami nekako ravno o tej črno-beli sliki, ki se ti nariše ta vse ali nič, kot se v bistvu ukvarjaš z neko problematiko zlomljenega srca in nekega razočaranja v ljubezni. In v bistvu je točno to, no, ta vse ali nič. To je to, o čemer govori ta pesem. How do I get me back to breathing? I'm swallowing the oxygen, but I'm still heaving. How do I stop myself from leaving? Be best if you break me so I could stop believing. It's cool the way you move. There's no rules unless to follow. There's no rules to follow me home.
Gaja in Gašper, člana skupine Regen, z mano v oddaji Radioaktivno. Sedaj, ko ste na odrih, imate 40 oziroma 41 minut glasbe. Koliko dodatnega materiala še je treba dati zraven za pravi solo nastop? Mislim, prave solo nastope smo pač že izvajali, v bistvu še preden je bil album narejen, ampak za res 1:15, mislim, da brez problema, no, speljamo, tako da. Če šel pa ves material, ki smo ga zmožni sproducirati, pa mogoče lahko se kar par prenoči še rezervira v mestu, ker bo dolga noč. Berem to, pa bo do tega prišli na koncu tega pogovora. Tudi kakšno priredbo date zraven na nastopih ali ne? V nastopih ne, smo imeli priredbe za naše quarantine sessione, ki smo jih delali med prvim lockdownom leta 2020, ampak za nastope smo pa bolj nagnjeni k temu, da igramo lastni material. Prej si že omenila tudi, da je skladba bolj akustična, načrtujete tudi popolnoma takšen program? Mislim, je v repertoarju ali pa je opcija, in kar se tiče koncertov, je to vedno tudi odvisno, mislim, tudi mi mogoče rajši izvajamo akustiko, če je opcija glede na velikost prizorišča, glede na sam ambient, ampak na koncu seveda organizator tisti pač ve, kaj bi rad imel, in smo pač seveda tudi mi pripravljeni iti na to. Vi bolj pašete v klube, če rečem tako, bolj intimne prostore? Ja, v bistvu, mislim, lahko rečem, da tisto, kar je bilo, torej, ko smo imeli predstavitev Plate, Galahala, tam na vrtu je bil, za nas se mi zdi, da kar tako, ta prav ambient. Ampak, ja, pač kamorkoli, se pravim, kamorkoli si v bistvu organizator ali pa kdorkoli zamisli, da bi pač mi ta prav fit, smo mi seveda takoj pripravljeni sodelovati, ne. Manj bo naslednjo? Manj je v bistvu zgodba o neki tej prvi veliki ljubezni, ki jo doživiš. Za večino nas točno v teh letih odraščanja, o katerih govori ta album. Zelo tak zasanjan, minimalističen komad, no, tako neko intimno vzdušje ustvari in zelo tako. Meni ta komad me nekako spominja na neko tako mehno sobico po soundu, ne vem, tako deluje mi nekako utesnjeno in tako skompresirano, ampak zelo na zelo prijeten način, no. Zelo tako, kako bi rekla, ne najdem besede. Bomo razširili slovar slovenskega knjižnega jezika. Treba odpreti kakšen slovar. There's nothing quite like your love. Pull me into a corner, my hands underneath the shirt. I can never get enough. My back against the wall, I'm so in love with you that it hurts.
Gašper, člana skupine Regen, z mano vdaje Radioaktivno Youth album, ki ga danes tudi vrtimo. Po spletu sem pogledal, vidim, da album naletel na dobre odzive pri kritikih. Ja, mislim pač v bistvu, kako bi rekel, seveda, da smo zadovoljni. Pač vsak kakršenkoli support, v bistvu tudi če je konec koncev, tudi če je bila negativna kritika, smo v bistvu zelo presrečni sploh zato, da je nekdo bil tam in si pač vzel čas in rekel, ne vem, ni dober ali pa je rekel, to bi bilo za popraviti ali pa karkoli je, to sam pač v bistvu mi to jemljamo zelo tako pač samo prostor za izboljšave in seveda pa ja, za vse pohvale, ki jih je bilo pač kar nekaj, smo zelo zadovoljni in tako, kot sem že na začetku rekel, to je še spet ena kljukica, da pač nekaj se dela prav in ja, bomo pač še naprej tako delali oziroma pač kar ni v redu, bomo probali popraviti. Plošča je postala tudi plata tedna Radio Terminal. No, to je pa res prava čast, no. Mislim, tako, kot smo že zdaj govorili o teh pohvalah in kritikah, mislim, kot je že Gašper rekel. Vsak feedback je zelo, zelo dobrodošel, ker če je negativen, je to itak samo povratna informacija, kjer delčke je mogoče treba spremeniti, kaj je treba izboljšati, kako se še bolj prilagoditi temu, zato ker zelo težko je tudi, ko ti ustvarjaš na glasbo, gledati z vidika poslušalca in je itak vsako mnenje več kot dobrodošlo za vse pozitivne odzive, pa mislim, res je nekaj najlepšega na tem svetu, ko se tvoja glasba dotakne ljudi in smo res nepopisno hvaležni za vse te plata tedna in vse ostale nazive in akreditacije, ki smo jih dobili in res je samo lepo je gledati odziv, ko daš nekaj tazga v svet in si itak celce treseš v nekem pričakovanju, kaj bo zdaj, bo ljudem všeč, a ljudem ne bo všeč, itak eni bo, enim ne bo, nikoli ne bojo vsi zadovoljni, nikoli ne bojo tudi pač vsi negativno uperjeni v nekaj, kar si naredil, pač vsak ima svoje mnenje, ampak res je sam bil izjemno lep odziv od vse posod in smo za čisto vsak odziv zelo hvaležni. To je zato, ker glasba poboža ušesa, kot piše na sigicu. Vaša glasba. To je zelo, zelo lep stavek, ja. Tudi v nadaljevanju bomo božali ušesa poslušalcev in sicer s tekilo. Ne vem, kaj je slovenskimi glasbeniki v zadnjem času, ampak kar nekaj skladb oziroma skupin je povezanih s tekilo. Opažam v zadnjem času. Poletna pijača, očitno. Očitno zelo trendovska pijača. Ja. Ne vem, ali to zaradi žuželke črva v pijači ali česa drugega. Ne vem, tekila je eno od prvih komadov, ko smo ga v bistvu, vem, da je tekila v bistvu prvi komad, ki sem ga ti poslala, pa sem bil tako od vseh v teh komadov, ki sem mislil, sem rekel, no, ta je pa dober, tako tega bomo naredili. In pol smo vedno, da sem vedno hotel tam, da na vajah igramo tekilo, tako to je bil ta prvih. Ta pesem je šla tudi čez toliko različnih variacij in obratov in nič ni bilo v redu. Pa na koncu pa v bistvu smo kar, se mi zdi, da relativno hitro, tako smo kar zadeli tisto, kar smo v bistvu želeli. Ja. To je večinokrat je tako zares, da delaš nekaj in nič ne dela in hočeš nekaj prisil, da bi nekaj bilo, pa nič ne vžge in pol. Enkrat greš spat, ne moreš spat, ob 3 zjutraj ti klikne in točno veš, kaj bi naredil in pol kar naenkrat pač stvari same stečejo. Mislim, zelo je kar zapletena stvar to, ka mogoče, če imaš kakšen deadline ali pa karkoli tazga, s čimer se mi, hvala Bogu, nismo kaj dosti srečevali, ampak če imaš nek komad, pa neki ni čist, kot bi mogel biti, neki ne zveni, kot bi mogel. Zelo je težko slediti nekim pravilom, pa v bistvu nekako probati pripraviti stvar samo do tega, da bi zvenela tako, kot mora, brez tega, da mislim, ker navdih večinoma pride kar samo od sebe iz nič, mogoče prebereš nekaj, mogoče vidiš nekaj na cesti, na ulici, ne vem, nekaj in pa se ti porodi neka ideja in naenkrat kar veš, kakšna stvar mora biti in točno tako je bilo tudi s tekilo. No. V osnovi je bila čist tak, bom spet rekla besedo, melanholičen. Mislim, tak komad za deževne dni je bila bolj, no. Mislim, ker zdaj je zelo pop in zelo plesna glasba to, ampak mislim, kakršna je tudi bila namenjena, da bi bila, no. Ampak v začetku je bila to zelo, zelo osnovna, zelo watered down verzija tega, kar je zdaj in nekako sam nismo vedeli, kako bi prišli čist od točke A do točke B in smo probavili vse živo, pa kar naenkrat samo od sebe šlo in je zelo, zelo, zelo poseben komad, no.
zelo tako, ima posebno mesto v srčkih. Tequila skupine Regen. Album ste izdali še v fizični obliki. Zanimivo. Kako to? Ja, v bistvu, mislim, da smo malo žalostno, da živimo res v dobi, ker pač te fizične oblike niso toliko popularne več, ne. Ampak v bistvu je, če ne drugega, je vem, da saj zame mogoče tudi, mislim, v bistvu tudi za nas je fajn, da enkrat za spremembo ni to samo nek digitalni zapis na računalniku, ampak je nekaj, kar lahko primaš v roko in si pač tudi rečeš,
to sem naredil, to je pač izdelek, to pač jaz lahko dam v radio in se bo to predvajal in je to spet eno izmed kreacij, ki so jih tako, ko smo bili pač mlajši, ko smo pač še gledali CD-je, pa smo pač tiste CD-je poslušali in dajali v radio. In v bistvu to. Minutaže pa imate za vinilni album. Ja, tudi o tem smo se pogovarjali. Če bi bilo po naši, bi bile vinilke in kasete, brez skrbi, ampak... Tudi to bomo, mislim, ne vem, mogoče naredimo, ampak vem, da pač, mislim, finančno je tudi to malo, vsem temu, kar smo naredili, bilo malo težko izpeljati in smo pač darajš fokus na CD-je, ker pač nam je bila to pač to prioriteta. Mogoče pač naslednjič bojo tudi finance bolj dopuščale za kakšno vinilko. Kako priti do vašega albuma fizični izdaji? Verjetno je vsa ostala glasba na digitalnih platformah. Najlažje je v bistvu, da se srečamo na kakšnem, torej prideš na naš koncert, vedno imamo s sabo majice, nalepke, CD-je. Drugače pa torej kontaktirati na torej Instagram, Facebookih in tako naprej, pa seveda pač na Bandcampu je, ko bi rekel temu, neka spletna trgovina in so tam gor tudi pač majice in vas ostal merch. Naslovnica albuma pa kar pritiče vašemu imenu, kajti tam je oblak, ki napoveduje padavine. Ja. Kumulus, ki se ustvarja. Ta slika je v bistvu nastala čist spontano na enem tako večernem sprehodu po polju in jaz sem zelo velik ljubitelj dežja in oblakov in vsega tega. Mislim, vse sonce je fajn, ne vem, nekaj je na tem, te veličastnosti teh deževnih oblakov, ki so tako taki visoki in mogočni in te sile narave so res občudovanja vredna stvar. No. In zelo veliko neke inspiracije se mi zdi, da se lahko črpa iz tega in se nam je zdel v bistvu kar primerno, da damo oblak za naslovnico, ker je tako, kot si rekel, pač napoveduje dež in je neka taka slika, no, ki se mi zdi, da mogoče, če malo zatopiš vanjo, vsak mu lahko pomeni nekaj drugega. Single, ki ste jih izdali pred izidom albuma, ste tudi podkrepili z video podobami. Je danes to nujno potrebno za promocijo glasbe? To je večna debata. V bistvu, večna debata, tako da. Ja, mislim, je pa ni. Spot je tako, ne vem, saj pri nas je, mi bi za vsako pesem naredili video spot, če lahko naredimo, ampak spet glede na finance, glede na čas, to včasih pač ne rata oziroma je treba zelo premisliti. Malo se že iti na igro, kdo si, v bistvu katera pesem si zasluži v narekovajih, ne, ta spot, ampak ja, mislim, bi si upal reči, da škoditi ne more, no, razen če pač je res slabo. Naslednja bo drugi single, ki smo ga spoznali, The Fire. Ta je pa zelo v bistvu je imela nek zanimiv proces nastajanja, no, zelo zanimiva zgodba. Se mi zdi, mislim, zelo zanimiva zgodba, pač tako. Dosti specifična stvar, v bistvu, kako je prišlo do tega, da je nastal ta komad. Mislim, da enkrat nekaj je bilo, nisem mogla spati, skratka, in sem šla lepo ven na sprehod. In seveda je bil dež. In je bila lih taka ura, ko se semaforji ugasnejo in začne utripati ta rumena luč na sredini. In nekaj na tem, da je utripala ta rumena luč in je bil ta soj te rumene luči, ta odsev v lužah na tleh. In nekje v ozadju so bili tovornjaki na avtocesti in nek vlak. In jaz sem čista, ta zvok me je čist prevzel, ne vem, kaj je bilo na njem, ampak spomnim, da sem pol prišla domov in mi je bil glavni cilj v življenju, da rekreiram to z nekim synthesizerjem. In to je v bistvu single verzija tega synta na začetku nima, na albumu pa je ta v bistvu intro synth, no, te ambientalni zvoki na začetku so v bistvu te nočni zvoki mesta, ki sem jih takrat poslušala in ki so v bistvu nekako začeli ta komad. Teda to je še malo tak poseben detajl, ki je na albumu.
Fire skupine Regen niste tipična skupina. To pa zato, ker imate spletno stran. Pa tako mladi ste. Ne gradite samo na družabnih omrežjih. Mislim, kolikor so družabna omrežja razširjena in uporabna stvar, se mi vsem zdi zelo praktično, da imaš vse na enem mestu na spletni strani in lepo kontakt spodaj in mail. Ne vem, zdi se mi, da je to tako, mislim, če gre kdo googlat, recimo, kako pride do nas, kako nas kontaktirati, kaj o nas, kjerekoli informacije, se mi zdi veliko bolj praktično, da imaš to zapakiran v enem lepem paketku na spletni strani, vse novice pa vse to, bolj kot to, da imaš razkropljen, po ene stvari so na Instagramu, ene stvari so na Facebooku in pol pač imaš različne vire informacij in nikoli ne veš, kje kaj najti in ne vem, sam zelo uporabna stvar se mi zdi spletna stran, pa še lepe barve. Pa se strinjam s tabo, popolnoma. Kajti, če greš na spletno stran regenband.com, najdem vse in potem vse povezave, kot si dejala. Lažje si je pripraviti intervju. Me veseli, da pride prav. Vse mene. Drugače pa, kot je to danes običajno, pa treba biti tudi aktiven na družabnih omrežjih, verjetno. Ja, seveda, mislim, to je eden glavnih načinov, da danes prideš do ljudi, mislim, se mi zdi, da je dost standardna stvar, da ne, če te kdo, recimo, da igraš na kakšnem festivalu in kdo pride, te ne pozna, bo itak takoj šel na Instagram iskat. Se mi zdi, da vse v naši generaciji, mogoče kdo drug spletno stran, ampak se mi vse zdi, da eni bojo skočili na Facebook, eni bojo skočili na Instagram in kakor je mogoče spletna stran uporabna stvar za neko tako čist osnovno bazo teh nekih osnovnih podatkov, je seveda stik z ljudmi najlažje ohranjati prek kakšnega Instagrama, Facebooka, ker mislim, konec koncev so poslušalci ekstremno velik del glasbene poti vsakogar in pač brez poslušalcev glasba nima pomena zares in se mi zdi zelo kritično in zelo nujno, da se povežeš z ljudmi, da imaš nek odnos, nek stik z njimi in to pač v današnji dobi, kakor je mogoče malo žalostno, na trenutke je tudi zelo dobro za vse nas, da lahko se povežemo na tak način. Nekajkrat smo se že slišali telefonsko, ko smo predstavljali single. Vedno sem jaz tisti v glavni vlogi, ki sprašujem. So težka vprašanja? Gaja? Težka ne, so pa neznana vnaprej in to je stresno. Še huje pride sedaj. O ne. Ker ti ne bom več jaz spraševal. O ne. Ampak glasbenik prejšnjega tedna vam zastavlja 4 oziroma 5 vprašanj. No, da slišimo. In sicer je bil to Robert Lesnikar, sedaj deluje pod imenom Too Cool, predtem pa je bil v dance glasbi 90-ih let zelo popularen kot zasedba Mon Ami. Takrat je bila taka glasba popularna, pa veliko diskotek, kar danes je dejansko vse skupaj zamrlo. Ne? Sedaj gre na drugačno glasbeno pot po nekaj glasbene pauze in 5 vprašanj ima za vaju. In sicer prvo vprašanje se glasi: zakaj si se odločil ukvarjati z glasbo? Jaz sem se odločil ukvarjati z glasbo zaradi tega, ker, kako bi rekel, v bistvu mene zelo privlači koncept tega, da bo malo čuden, ampak privlači me koncept tega, da ustvariš nekaj, kar ni čist, kako bi rekel, napisano oziroma ni vsakmu dano ali pa ni tako na ta način omogočeno. Torej, vrnem je zelo, kako bi rekel, ta šolski sistem deluje. Ja, grem jaz študirati neko fakulteto, ne vem, karkoli in zdaj je to moj cilj, da jaz pol tudi postanem. Ne? Medtem ko to, mislim, seveda greš tudi glasbo študirati na torej, akademijo in tako, ampak na način, ki se ga mi lotevamo, pa ni zares take poti, da bi bila ustvarjena že vnaprej in v bistvu me je ta koncept zelo privlačil. Seveda, poleg tega, da je pač glasba nekaj, v bistvu, ki smo vsi odraščali, torej, ne vem, pač s klavirjem, s kitaro, vedno smo peli pač pesmi, igrali zraven, se učili, bilo zanimivo, kako je on zdaj, ta kitarist, ne vem, naredil do ta solo, kako je to zanimivo, ne, in pol to probaš ti implementirati v svojo kreacijo in hkrati pač to pol v bistvu tudi naprej širiti pač s poslušalci. To je v bistvu moje izhodišče, ampak
zdaj vsak ima svojega, tako ne vem, zakaj se ga je to odločila. Pri meni je v bistvu to bilo dost ponesreč. Mislim, to se zelo čuden sliši, ampak moja starejša sestra je igrala klavir in smo imeli doma klavir. In jaz seveda otrok, ki ga ni noben ustavil, sem šla pri svojih zrelih 3 letih starosti, pač sem zlezla na stol in sem začela neke tipke pritiskati, ki je bila cela kolobocija od tega, nič glasbe zadaj sploh. Ampak nekako s časom, ko so me pač pustili tam, da sem v uni sobici sedela in pritiskala tipke, sem pa začela nekako s časoma, vsakič, ko sem se usedla za klavir, so bile približno iste tipke in pol sem jaz nekako začel se s tem, da sem v bistvu čist neke sam klavirske v narekovajih pesmice začela delati. In pol je moj ljubi očka se je odločil, da mi bo kupil tisti MP3 snemalnik, da sem jaz lahko posnela te pesmice. In na začetku je bilo res to tako čist pač neko plink-plonk na klavir, pa neko besedilo, ki so bile res sam besede nametane skupaj, ker niti ne, da sem znala jaz dobro angleško na tisti točki. Ampak pol pa nekako, mislim, jaz sem tudi v glasbeni šoli sem se učila klavir, sem ga igrala 10 let, pač klasični klavir in mi je bilo vedno mi je bilo zelo pri srcu igrati te klasične skladbe, ampak nekako me pa ni nikoli zapustila ta želja po tem, da bi naredila nekaj svojega in da bi v bistvu, ker je zelo je že to, da ti igraš glasbo, ki jo je napisal zelo drug. Ne vem, recimo Bach mi je zelo zanimiv primer za to, zato ker Bach je zelo taka, prednost ima motorika prstov pri večini Bachovih skladb. Mislim, je zelo tako, da ti prideš in se naučiš neko tehniko, se naučiš, kjer prst boš dal kam, kakšen prstni red, tralala in potem ti to odigraš čist mehanično. In se mi je vedno zdelo, ko sem poslušala Bachove skladbe, da noben ni pomislil v bistvu na to, da kokrat ti igraš kakšen, ne vem, Chopinov valček čustveno, zakaj ne bi tudi Bachove etide igral čustveno. In je bilo vedno zelo, se mi zdi, tako kot sem na začetku že rekla, katarzično zame, da sem se lahko usedla za klavir in odigrala te stvari, pač v kakršnem koli razpoloženju sem bila tisti dan, mogoče sem jezno igrala Bachove etido, ne vem, ampak ni pa nikoli, kot sem rekla, me zapustila ta želja potem, da vedno sem imela nek presežek čustev, ki so ostala v meni in nikakor niso mogla ven, razen če sem jaz se spravila napisati neko svojo glasbo. In v bistvu pol po dolgih letih tega, da sem jaz te skladbice samo snemala lepo na svoj MP3 snemalnik, so me le prepričali, da sem jaz to dejansko sem si kupila opremo in sem posnela, sem dala skupaj in sem dala na YouTube in v bistvu se je vse skupaj tako začelo. Mislim, da nekako konkretno odgovorim na vprašanje, pa 2 stvari v bistvu. Mislim, jaz sem vedno imela to nekako to željo in potrebo potem, da ta presežek čustev, ki se jih ne da ubesediti zgolj z besedami, nekako dam ven na nek drug način, da v bistvu dosežem to katarzo zase. Sem pa tudi vedno našla katarzo v tem, da sem poslušala drugo glasbo. Ne vem, sem si zavrtela nek CD pol v poznejših letih, ko nas je dosegla tehnologija streaming platform, tudi to, ampak sem pa vedno želela narediti nek prispevk na tem področju, da bi to, kar so drugi meni omogočili z njihovo glasbo, da sem se povezala, da sem se poistovetila, da sem se zjokala, če je bilo treba in pač začutila tista čustva, ki jih je meni predstavljala tista glasba v tistem trenutku. Vedno sem nekako skoraj da sanjarila o tem, da bi jaz to naredila za nekoga drugega in točno zato mi je toliko lepo delati to, kar delam, da vidim, ko se ljudje smejijo in plešajo pod odrom in pol mi kdo kdaj piše in reče, meni je pa ta komad danes ful pomagal iti čez ne vem kaj in to je res mi je to, koliko je umetnost v bistvu lahko diverzitetna od posameznika do posameznika, mi je nekaj najlepšega na svetu, zato ker jaz mogoče napišem eno pesem z nekim x dogodkom, nekim x čustvom v mislih in nekdo drug bo mogoče pač začutil polarno nasprotje od tega, kar sem jaz probavala izraziti s tem komadom, ampak se mi zdi, da smisel umetnosti, tudi ne vem, kaj so kakšne impresionistične slike, kaj je ne vem, kjere črte pa pike barve pa nekaj, kar sploh nima nobene podobe in oblike, da lahko nekdo pogleda to sliko in si jo nekako po svoje interpretira. To je meni nekaj najlepšega na svetu in mi je zelo v veselje, da lahko to naredim za druge ljudi. Drugo vprašanje. Od kod denar za snemanje albuma? No, prva stvar je to, da
smo ga snimali doma, tako da ni bilo sploh zares nicega vložka v studio in pač nekoga, ki bo to snimal. Pač smo vsi, recimo, toliko zverzirani, da to znamo narediti. To je prva stvar, druga pa v bistvu, mislim, ne vem, študentska dela in pač vsi pač toliko radi delamo to, kar delamo, da če pač to pomeni nekaj to, ne vem, pač tudi več evrov, ne, nam pač to ni problem zaradi tega dati ta denar, zaradi tega, ker pač vemo, stojimo za tem in smo prepričani v to, da je pač to dobro in to hočemo narediti. In pač konca tudi, če nobenemu ne bo všeč, ne vem, imamo pa mi zelo, zelo lep spomin na to. Tretje vprašanje. Kako si postal viden na vseh teh internetnih virih? Mislim, da tukaj je bila bolj sreča kot kaj drugega. Mi smo seveda imeli zelo veliko čast, da so tudi v bistvu prvo verzijo komada Wine, ki je bil naš prvi single, prva stvar, ki smo jo sploh kot skupina dali ven. Torej, verzijo, ki je bila pred v bistvu dejansko produkcijo, torej moj demo. Že to so nam pisali z Vala 202, da bi oni radi vrteli. In ko smo pa mi izdali Wine leta 2021, smo pa dobili ogromen podpore od njih in smo bili tudi popevka tedna. In ne vem, v bistvu mi ni jasno, od kje so prišli vsi ti ljudje, vsi ti prelepi komentarji na YouTube in posledično tudi seveda, da se to gre verižno, kad ti imaš ta YouTube posnetek, ki ga je največ ljudi v bistvu videl in tudi seveda popevka tedna je prepeljala ful ljudi na ta posnetek. Pa imaš spodaj v opisu posnetka pa Facebook, pa imaš Instagram in v bistvu se vse nekako tako verižno povezuje med sabo. Ampak definitivno se mi zdi, da so imeli največjo vlogo pri tem radiji, od katerih smo imeli res izjemno veliko podpore. Specifično sploh Val 202 je bil prvi in največji naš podpornik in seveda tudi vsi ostali, ki so sledili, smo jim vsem zelo hvaležni, ker ne glede na to, koliko veliko vlogo imajo družabna omrežja in internet in vse to, je vseeno radio, se mi zdi še vedno. Mogoče mislim, da se mu da premalo poudarka včasih v tem, koliko je v bistvu pomemben faktor v tem, kako bo tvoja glasba slišana in definitivno nam je v zelo veliko čast, da smo dobili toliko podpore od radio, kot smo jo. Tako da tudi osebno hvala. To cool. In četrto vprašanje. Kako sporočilo si namenil poslušalcem z tem svojim zadnjim albumom? Kot so že rekla, ta album je v osnovi namenjen kot zbirka zgodb o mladosti, o odraščanju, o vseh teh, kot sem prej rekla, vzponi, padci, upanje, razočaranje in vse te neke izkušnje, ki nas gradijo v ljudi, ko odraščamo. Vsak komad je svoj del zgodbe, svoj del življenja, predstavlja nekaj svojega. Album kot celota je pa prav zato poimenovan Youth, ker nekako zaobjema več izkušenj, več problematik, s katerimi se mladi srečujemo v teh turbulentnih letih in v bistvu, če bi rabila povzeti neko sporočilo, seveda za vsakega je itak namenjen vsak komad in album kot celota, da si ga interpretira pod svoje. Zato, ker največja čast je, ko nekdo pač začuti to glasbo na svoj način in mu stvar nek oseben pomen. Ne, da je neki eksplicitno napisan v nekih pravilih, kako si mora človek stvar interpretirati, ampak največ seveda nam kot umetnikom pomeni, da se nekdo najde v glasbi na čist svoj način. Ampak sporočilo albuma, če bi rabila zdaj nekaj reči, pa se mi zdi, da tako pač za mlade, ki bojo to poslušali, ne glede na to, koliko se zdi težko in koliko se zdi nerešljivo in koliko se ti včasih zdi, ko si mlad, da si čist sam in da noben drug ne gre čez te stvari in da to bo pa konc sveta, da ne bo. In da se pride čez vse, da vsaka stvar, ki jo v bistvu razrešiš, vsak problem, ki ga premostiš, je neka opeka, ki te gradi v boljšo verzijo sebe in če bi lahko povzela stvar, je to. Pač ta leta so težavna in so turbulentna in so zahtevna za vsakega od nas, ampak se pride tudi čez to. In še bonus peto vprašanje. Koga bi rad osebno spoznal od teh naših slovenskih glasbenikov ali pa glasbenic? Načeloma se saj s temi tam mlajšimi bendi, tako rečem, se že nekako v bistvu poznamo, tako da pač
Mislim, tukaj zares, ne vem, mislim, jaz osebno sem mogoče ne, da se bi s kom prav na novo spoznal, ampak bi pa rad sam čim več tako sobival v tem glasbenem prostoru skupaj, torej pač špilal, ne vem, konec tudi ustvarjal, karkoli se družil. To. Moj odgovor je seveda ikona slovenske glasbe Jan Plestenjak. Zanimivo. Ki pa dela popolnoma drugačno glasbo. Nimam nekega posebnega tehnega razloga, razen to, da bi ga zelo rada spoznala enkrat v življenju, ker se mi zdi, kot sem rekla, ikona slovenske glasbe. To je vse. Tudi vaju potem čakam enaka naloga, da boste zastavila 4 vprašanja za naslednje goste. Pred zadnja, ki jo spuščamo, bo valček o obupanosti, razgaljenju čustev in predanosti piše. Tako, to je v bistvu boljši povzetek, kot ga lahko jaz naumem tlele v živo spontano. Skladba se imenuje Straight Ethanol. V bistvu nekako spet alkohol, nekako v istem duhu kot wine, zato tematika alkohola v bistvu, ker je, ne vem, odkje mi ta instinktivna povezava med tem, to čustveno zblojenostjo zaljubljenosti in čustveno zblojenostjo in seveda miselno zblojenostjo alkoholiziranosti. Nekako se mi zdi, da se da potegniti primerjavo med tem, kako te dve stvari obe zmedeta in iztirta. In kot je wine bil nekako vedno namenjen kot neka prispodoba o tem, kako je biti zaljubljen na nek način, tako kot je biti pijan. Nek racio tukaj seveda odpade, sledil boš čustvom in ne glavi in je to zares to. Tako je tudi Straight Ethanol, mogoče malo v drugo smer, no, v drugem duhu. Straight Ethanol je spet akustika, druga in zadnja na tem albumu in je v bistvu tudi zelo star komad. V bistvu zdaj lih kmalu praznuje obletnico, je bil napisan septembra 2019, v takem poznem poletnem, zgodnem jesenskem času. In nekako Straight Ethanol povzema ta čustva tega, da v bistvu podoben kot pri Kaliforniji zares, kar je zanimivo, to je pa čist druga stvar. To, kako kljub temu, da so prisotna neka negativna čustva, mogoče nek obup in brezup in take stvari, je vseeno mogoče najti v tem neke pozitivne izkupičke in se nekako zasanjati, nekako zamisliti in v bistvu sam odplavati v tem hrepenenju. Tako da ja, to je Straight Ethanol.
Gašper, za konec, danes smo, mislim, da se kar razgovorili o predstavitvi albuma. Prvenec je zunaj, prvenec je med poslušalci, verjetno pri njem ne bo ostalo, kajti na rocker.si v intervjuju sem prebral, da imaš, to je bilo leta 2021, 107 napisanih skladb. Ja. Ali si to izmislila? Ne, sem štela. Koliko jih je takrat nastalo še dodatnih? 50 plus, ne vem, nisem ziher, zdaj ne štejem več tako konsistentno. Ampak ja, takrat je bilo ta 107. Ne, mislim, je bilo kar nekaj od takrat dalje. No. Veliko stvari se dogaja v življenju in pa je treba veliko stvari napisati. No, tako. Gašper, vidiš, da vas čaka še veliko dela? Sploh ne razmišljam. Zakaj se daj gledaš v strop? Ja, ne, mislim, v bistvu najtežja stvar pri vsem temu, mislim, pač to je tako zelo dober problem za imeti, ampak hkrati je malo stresno, ko je treba od vseh teh komadov, oziroma vsaj tisti, kateri so nam pač res blizu, vzeti jih potem 10, je to tako, kakor da bi si malo odločil, kateri otrok ti je pač manj pri srcu. Ne? Vem, sem točno to izhodila. In se spomnim, da smo delali za album, smo delali v bistvu tako neko vejo oziroma neke eliminacije smo dali, toliko komadov, zdaj pa ta proti temu, ta zmaga in potem na konci smo jih pač 10, oziroma takrat še malo več nabrali, pa spet naslednji krog eliminacije. Ja, spet naslednji krog eliminacije. To je kot tisto drevo na raznih turnirjih. Najprej vsi, potem je 16. finala, 8. finala, 4. finala. In točno tako je izgledal to drevo, napisan na veliki beli tabli s flomastrom čez cel plac zavaje in smo ga gledali verjetno par tednov in pol smo rekli, ok, v redu, no. Dajmo ti narediti. Še kakšen single z videom z tega albuma? Ja, zdajle v bistvu začetek septembra je v bistvu video spot za pesem Youth. Posnet je bil že ful prej, ampak ja, pač zaradi poletnih počitenj pa to smo malo še zadržali. Pa še nekaj v planu, ampak to pa je mogoče še malo prezgodaj, oziroma še mi nismo toliko sigurni v to, kdaj točno, oziroma kako se bo izvedel. Je še skrivnost. Potem bo tudi skrivnost ostala, razen če zaupata to skrivnost. Mogoče. Daj drugič. Pills and Bottles za konec, mislim, da odlična kombinacija. Ja, odvisno kako pogledaš. Odvisno kaj vzameš. Ja, tudi ja. To je pa, samo da preverim, da ne bom narobe rekla, je najstarejši komad na plati, ne? Ja, to je bilo v bistvu tudi ena od prvih pesmi, ki smo jih igrali, in je bila tako, ko smo začeli pač skupaj delati, je bila to ena pač od nujnih pesmi, ki mora biti pač v repertoarju. In od takrat, v bistvu mislim, da že od prvega koncerta je bila to tudi zadnja pesem in nekako nam je, ne vem, zapisan to, da pač vsakič, ko igramo, mora biti to zadnja pesem, pa bodi si na albumu ali pa pač v živo. To je pesem, s katero v bistvu mi končujemo set. In se nam je tudi zdelo pač, da točno tam na albumu pač tudi mora biti kot pač zadnji komad. Ne zaradi tega, ker je nam manj ljubši ali pa ker pač bilo karkoli narobe z njim, ampak samo pač tak je. Je pa res, da je malenkostno bolj rockerski, kakor pa ostali, ampak si tudi zasluži imeti bolj tako žanrsko opredeljeno. Ob tej skladbi rečete mat. Ja, je neka paralela tle potegnjena z šahovsko partijo. Pills and Bottles sem jaz napisala, ko sem bila stara 15. Tako da še krepko v tem obdobju odraščanja, ki sem ga omenjala. In je nek drug aspekt te izkušnje odraščanja, ker se mi zdi, da eni komadi na albumu so zelo na nek način romantizirajo te izkušnje, drugi seveda jih obarvajo bolj črno. Pills and Bottles se mi pa zdi, da je dost zgodba zase in tudi žanrsko dost stoji zase. No. Ni neki, kar bi mi tipično naredili, kar je zelo... Že ta kombinacija klavirja in bobnov se mi zdi, da je zelo nekonvencionalna.
ampak je pa, tako kot je Gašper rekel, smo ga začeli delati že na samem začetku in to je pa eden izmed tistih, kar nam bi bilo vsem že od začetka kristalno jasno, kako mora zveneti, ker je mislim tako, kar bi bilo malo v zvezdah zapisan. Pills and Bottles je v bistvu, kot sem rekla, ta paralela s šahovsko partijo. V bistvu govori o mladosti bolj na tak način, kot da si nekako vržen na neko bojno polje, kjer te življenje obstreljuje z vse sorte izzivi in komplikacijami in si nekako prepuščen sam sebi in ne veš, kaj narediti in eni ti bojo zavezniki, drugi ti bojo pa pač nasprotniki, sovražniki, kakorkoli dramatično se izraziš tle in nekako se mi je zdelo včasih, kot da je včasih v življenju se moč srečati s takimi zelo preračunljivimi in ljudmi in situacijami in je v bistvu vsaka poteza, če že govorimo o tem šahu, je lahko ključna in vsaka poteza te lahko pripelje ali v mat ali pa pač v zmago in mislim, se je odvisno s kjer strani. Ampak to je, v bistvu je to neka druga stran te zgodbe, no. Ne tako, ne romantiziranje, ne v bistvu ta bolj črnogled aspekt, ampak v bistvu čist neka druga zgodba o tem, kako je treba preračunati vsako potezo in kako v bistvu si na eni točki prepuščen temu, da se znajdeš, kakor veš in znaš. In to je to. Skladbo sedaj spuščamo tudi v naš radijski eter. Kraljica Gaja in kralj Gašper, hvala, da ste se oglasila. Če zaključimo v stilu šahovske partije, ter seveda uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala. Than the rest of us, bucket up and said that she feels a little down. They made her happy now. Better than you by a little bit. Something's like the rest of us, better off than most of us, but we beat her down. Her pills and bottles save her now. I know a girl who was hurt and the world has made her numb. She was clean, just a little too mean, and all she ever does is run. Talk behind your back and break your heart for fun. And I met a boy, told me he was mine, told a couple lies, said it was alright, cause I told him I was gonna die. It's getting old.
life is a game. Mi smo Regan. In poslušate Radioaktivno.